Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, 10. februarja leta 2024, praznuje svoj 8. rojstni dan Emanuela. Draga Emanuela, vse najboljše ti želim, ter veliko igrivih, nasmejanih ter srečnih otroških dni. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici o prijateljstvu z naslovom Rada te imam takšnega, kot si. Ježek in Miška sta bila najboljša prijatelja. Skupaj sta se igrala skrivalnice in kopala luknje. Ali pa sta plesala in prepevala. Vseeno je bilo, kaj sta počela, da sta le vse počela skupaj. No, Ježek se ni kar na lepem spomnil, da ima rad Miško. Le povedal ji tega nikoli ni. Ampak to bo storil zdaj. Pohitel je k Miški in se spotaknil. Puf, puf, puf. Au! Je zakričala Miška. Oprosti, je rekel Ježek. Ali si v redu? V redu sem, je rekla Miška. Samo nekaj časa želim biti sama. Ježek je žalosten odšel. Na drevesu je zagledal veverici, ki sta se zaljubljeno gledali. Ko bi bil vsaj tako puhast kot oni dve, si je mislil Ježek. Potem je naletel na zajčke. Če bi le imel tako mehak kožušček, kot ga imajo zajčki, potem bi tudi jaz lahko skakljal naokrog in se crkljal. Ali če bi imel tako gladko kožo kot žaba, lahko bi poskakoval z lista na list in se potapljal. Ali če bi bil tako volnat kot ovčke, z veseljem bi tekel po travniku. Ali če bi imel tako puhasto perje kot račke. Ko je opazoval druge živali, si je želel, da bi bil drugačen. Kako rad bi bil mehak in puhast. Pri ribniku se je Ježek žalostno zazoril v svoj odsev. To, kar je videl, je bilo vse kaj drugega, kar bi si želel. Zagledal je nerodnega, bodičastega ježka in pri srcu ga je zbodlo. Potem pa ga je nenadoma presenetil Miškin glas. Kje pa si bil? Vse povsod sem te iskala. Ampak saj si hotela biti sama, kaj ne? Se je začudil Ježek. Zate sem spletla pulover, je rekla Miška. Zame? Je bil presenečen Ježek. Ampak zakaj? Zato, je rekla Miška in ga objela. Ježek je zdaj vedel, da druge lahko zbode, toda Miška ga je imela rada takšnega, kot je. Kako ganljiva pravljica, ne? Pravljica s čudovitim sporočilom. Bravo, Ježek in Miška. Resnično sta odličen vzgled za pravo prijateljstvo. Ne glede na ovire, s katerimi nas življenje velikokrat sooča, je pravi prijatelj tisti,
ki nam bo vedno znova stal ob strani, ter nas sprejel takšnega, kot smo. Prav zares, ena izmed lepših pravljic. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prikupni pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči, ki prav tako pripoveduje o prijateljstvu. Otroci, uživajte s svojimi prijatelji. Tebi, Emanuela, pa še enkrat želim vse najboljše za 8. rojstni dan. Čau, čau. Se kmalu spet poslušamo. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo spoznali živali, ki so se zelo razveselile darov narave, ki jih je prineslo težko pričakovano poletje. A knjižni junak Ježek je postajal vedno bolj žalosten, saj njemu poletje ni prineslo prav nobenega daru. A se je uštel in na koncu je bil tudi on zelo vesel. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Ježkov dom, ko pride poletje. Nekega dne, ko se je Ježek sprehajal po gozdu, je opazil, da so vsi njegovi prijatelji tako veseli. Končno je prišlo poletje in vsakomur od njih je prineslo posebno darilo. Kako čudovito, je vzkliknil Ježek. Upal je, da je poletje prineslo darilo tudi njemu. Le kaj bi to lahko bilo? Poletje nam je prineslo svetlo, toplo sonce. So se veselile cvetlice, ko so zagledale Ježka. Naši listi rastejo in naši cvetovi se odpirajo. Poletje nam je prineslo cvetlice, so popevali metulji in čmrlji. Tako radi imamo sladki nektar. Poletje mi je prineslo mehko, zeleno travo, se je hihital zajec. Tako prijetna je za moje tačke. Dej no, lisička zvitorepka, igrajva se. Raga kvak, mi imamo toplo vodo, so kvakale žabe. Taka nam je najbolj všeč. Raga kvak. Ga, tudi mi jo imamo rade, so se oglasile račke in ribe. Pridi in se nam pridruži, Ježek. Ga. Ježek je že hotel iti v vodo, toda se ne zna plavati. Tako je namesto tega raje občudoval rastline okrog ribnika. Kljub vsemu, hvala za povabilo, je rekel Ježek. Zabavajte se še naprej. Hej, ptice, je zaklical Ježek. Kakšno darilo pa je poletje prineslo vam? Čiv. Meni je poklonila 2 majhna ptička, je začivkala mama ptička. Včeraj so bila v gnezdu še 3 jajčka, danes pa sta se 2 ptička že izvalila. Čiv. Med opazovanjem cvetlic je Ježek naletel na še nekaj gozdnih prijateljev. Kaj imate? Ga je zanimalo. Oreške in koruzo in veliko druge okusne hrane, sta zaklicala veverica in hrček. Tudi jaz sem dobila darilo, se je oglasila še miška. Poletje mi je prineslo lešnike. Ježek si ni želel oreškov ali koruze, zato je še naprej iskal darilo, ki naj bi mu ga prineslo poletje. Kmalu je naletel na nekaj grmov malinjaka. Maline so bile videti zelo slastne.
Je to tisto posebno darilo, ki mi ga je prineslo poletje? Se je čudil. Maline so najboljše darilo, se je veselil medved. Nič ni slajšega in okusnejšega. Poglej vse te jagode, ki mi jih je v dar prineslo poletje. Ježek je sedel na štor. Poletje je vsem prineslo darilo, razen meni, je smrkal. Mislim, da je poletje pozabilo name. Ravno v tistem hipu je sova zagledala jokajočega ježka in poletela k njemu. Kaj je narobe, ježek? Ga je vprašala. Sova, poletje je vsem prineslo posebno darilo, razen meni, je zavzdihnil ježek. Cvetlice so dobile sonce, metulji in čebele so dobili cvetlice. Zajec in lisička zvitorepka sta dobila mehko travo. Račke in žabe imajo toplo vodo. Mama ptička pa se je razveselila mladih ptičkov. Miška, veverica in hrček so dobili oreške in koruzo. In medved je našel maline. Jaz pa nisem dobil ničesar, je zavzdihnil ježek. Sova je žalostnega prijatelja objela s svojimi perutmi. Ježek, vse te čudovite stvari v naravi so tu, da se jih vsi veselimo, mu je rekla. Ježek je razmišljal o tem, kar mu je rekla sova. Nasmehnil se je, zavedajoč se, da je tudi on od poletja dobil v dar toplo sonce, mehko travo in okusno hrano. Kar naenkrat je nekaj padlo na tla pred njim. Bilo je sijoče rdečo jabolko. In videti je bilo zelo slastno. Darilo zame, je vzkliknil ježek. Torej poletje konec koncev le ni pozabilo name. Ježek je z užitkom zagrizel jabolko. Bilo je hrustljavo, sočno in izjemno okusno. Rad imam poletje, je rekel. To je najboljše darilo. Rad imam poletje, je vzkliknil ježek. Nasmehnil se je in vdihnil sladke vonjave svežih trav in cvetočih cvetlic. Wow, je rekel ježek. Vsi moji prijatelji se zabavajo in uživajo v poletju. Narava je poskrbela prav za vsakogar od nas. Ja, poglejte ga našega ježka, ki je bil tako zelo zaskrbljen. Čudovita pravljica, kaj ne? Včasih se zgodi, da so naša pričakovanja prevelika in če ostanejo neizpolnjene, lahko sledi tudi razočaranje. In podobno kot pri ježku, ki je videl le srečo ter veselje svojih prijateljev, čeprav je poletje postreglo z dobrotami prav vsem živalim, tudi njemu. In še dobro, da je sova s svojo modrostjo ježku odprla nov pogled na situacijo. Bravo, sova. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici z naslovom Rada te imam takšnega kot si, z glavnima junakoma Ježkom in Miško ter njunim prijateljstvom, ki pa je žal naletelo na oviro. A naj vam prišepnem, na koncu jima je uspelo obdržati tisto pravo, pristno prijateljstvo. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček vsem, ki tako radi spremljate pravljične vsebine v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. No, vidiš, ježek. Včasih je treba samo pogledati, a ne?
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je potres? Potres je naraven pojav, pri katerem se tla nenadoma zatresejo. Ti tresljaji so lahko tako šibki, da jih niti ne občutimo. Včasih pa so tako močni, da se tudi kaj podre. Potresov ne moremo napovedati, niti jih ne moremo preprečiti. Lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo. V tokratni zgodbi nas Ježek Snežek poduči, kako pravilno ravnati pred, med in po potresu. Zgodbo Ježek Snežek in potres je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa je poskrbelo lutkovno gledališče Fru Fru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in potres. Ko sem bil še čisto majhen, je prišel k meni pravi živi ježek. Ostal je in zdaj je že nekaj časa moj. Drugi otroci imajo kužke, mucke in papagaje, jaz imam ježka. Je edini jež na svetu z modrimi očmi in snežno-belimi podicami. Zato ga kličem Snežek. Kot vsi otroci se tudi jaz rad pogovarjam. In ker imata mama in oče bolj malo časa, se največkrat pogovarjam z ježkom. Ja, z ježkom Snežkom. Odraslim se zdi čudno, da se pogovarjam z ježem. Pravijo, da se z ježi ni mogoče pogovarjati, ker ne govorijo istega jezika kot mi. No, se pač naučiš njihovega jezika, ali pa se oni naučijo tvojega. To res ni težko. Ježek Snežek je mene naučil govoriti po ježevsko, jaz pa njega po slovensko. Kako pameten je, čeprav je majhen. Saj vem, v knjigah piše, da so ježi gozdne živali, ki po noči kobacajo naokoli in si iščejo hrano, zimo pa prespijo. Moj ježek zna več kot samo to. Zna plesati in risati. Z mano se igra človek, ne jezi se. Skupaj kradeva piškote iz hrambe in skupaj sanjava. Moj ježek pa me je naučil še nekaj zelo pomembnega. Povedal vam bom, ker to lahko tudi vam nekoč pride zelo, zelo prav. Z očetom sva tisti dan prišla domov prva in tako je začel kuhati kosilo. Ali tudi vi težko čakate na kosilo? Jaz postanem ravno pred kosilom najbolj lačen. Včasih se ne morem upreti sladkarijam. Kako to razburi mamo in očeta, si lahko mislite? Začelo mi je kruliti v želodčku. Zdelo se mi je, da oče čisto prepočasi kuha. Ne zdržim več, sem šepnil ježku Snežku. Splaziva se v shrambo po piškote. Ježek Snežek je bil takoj za to. Dogovorile sva se, da bo on zamotil očeta, jaz pa bom ta čas izmaknil piškote. Toda očeta ni bilo treba zamotiti. Nekdo je pozvonil pri vratih. Oče je šel gledat, kdo je, jaz pa sem smuknil v shrambo. Hitro sem si nabasal žepe s piškoti.
Takrat pa so se stresla tla. Police v shrambi so se zamajale. Padel sem, name pa moka, sladkor, makaroni in cela gora piškotov. Slišal sem očeta, kako kriči: "Potres! Potres!" Vendar nisem mogel do njega. Postalo me je strah, kot mi ni bilo še nikoli prej. Niti po noči, pa sem se bal vseh vrst pošasti. Zagotovo bi me strah pojedel, če ne bi zagledal svojega ježka Snežka, kako teče k meni. Ježi imajo 4 tačke, zato lahko hodijo tudi, ko se tla močno tresajo. Prišel me je rešit. In ker je bil tako zelo pameten, je tudi zdaj dobro vedel, kaj storiti. Potegnil me je pod kuhinjsko mizo in me stisnil k sebi. Prijela sva se za eno od nog mize, da naj ni tako premetavalo sem in tja. Takrat je zid pri oknu počil in nekaj ometa je padlo po tleh. Ustrašil sem se. Ježek Snežek me je miril, da sva pod mizo na varnem, ker je trdna. Zdelo se mi je, da se svet nikoli ne bo nehal tresti. Pa se je. Nekaj časa sva še ostala pod mizo. Večkrat se je še malo zatreslo, potem pa je bilo čisto zares konec. Stisnil sem se k ježku Snežku in zajokal. Nikoli več ne bom kradel piškotov. Nikoli, nikoli več. Takrat sem mislil, da je bil potres kazen za moje dejanje. Ježek Snežek mi je razložil, da to ne gre tako. Vsak otrok kdaj pa kdaj kaj ušpiči, pa se zato še ne podre svet. Potresi se zgodijo zaradi premikov globoko v zemlji, ki so daleč stran od nas in nanje ne moremo vplivati. Šla sva v predsobo. Oče je stal med podboji vrat čisto pri miru in ničesar ni rekel. Kaže, da so tudi očetje kdaj česa ustrašijo, čeprav so večinoma zelo pogumni. Zagotovo pa je zelo pogumen moj ježek. On je vzel v roke telefonsko slušalko in na številko 112 poklical reševalce. Takoj zatem je začel zvoniti očetov telefon. Bila je mama. Kmalu je pritekla domov in takoj sem izlezel v naročje. Šele takrat sem začutil, da se je vse dobro končalo. Od takrat se z ježkom Snežkom velikokrat igrava potres. Tisti, ki je na vrsti, lahko kadarkoli nenadoma zavpije potres. Drugi pa mora narediti vse, da se zavaruje. Hitro sem se naučil, da med potresom ne smem bežati iz hiše. Skriti se moram pod nekaj trdnega, mizo, klop ali posteljo in tam počakati do konca potresa. Kadar sem blizu vrat, stopim med podboje, kot je takrat naredil oče. Kaj pa, če bi se potres zgodil ravno, ko bi se s tabo sprehajal po ulici? Sem nekega dne vprašal ježka Snežka. No, ti bom pokazal, je zamrmral. Ko smo šli z očetom in mamo na sprehod, je nenadoma zavpil: potres! Bil sem zbegan. On pa me je potegnil za rokav in zdirjala sva stran od hiš in dreves. Ta bi se v pravem potresu lahko podrla na naju. Ustavila sva se šele sredi travnika v parku. Oče in mama sta bila huda. Ježek in jaz pa sva ležala na travi in se smejala. Bila sva na varnem. Nad nama so bili le puhasti oblaki, ki pa jih zlepa noben potres ne sklati z neba.
Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost, poleg tega pa si res bister in pogumen. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako ustrezno ravnati pred in med potresom ter kako ravnati po potresu. Najpomembneje pa je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru potresa. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek Snežek. Prvo vprašanje. Kdaj lahko pride do potresa? A. Do potresa lahko pride kadarkoli. B. Do potresa pride takrat, kadar nagajam. Pravilen je odgovor A. Do potresa lahko pride kadarkoli. Drugo vprašanje. Med potresom si v hiši. Kaj storiš? A. Ostanem v hiši do konca potresa in si najdem zavetje pod ničim trdnim. B. Hitro se z dvigalom odpeljem do pritličja ali pa stečem po stopnicah ven. Pravilen je odgovor A. Ostanem v hiši do konca potresa in si najdem zavetje pod ničim trdnim. Tretje vprašanje. Kam se skriješ, če si med potresom v hiši? A. Skrijem se v omaro. B. Skrijem se pod mizo, klop, posteljo ali pa stečem med podboje vrat ali k notranji steni. Pravilen je odgovor B. Skrijem se pod mizo, klop, posteljo ali pa stečem med podboje vrat ali k notranji steni. Četrto vprašanje. Kaj storiš, če si med potresom zunaj? A. Stečem v prvo hišo in se tam skrijem. B. Stečem stran od hiš, dreves, električnih in drugih napeljav. Pravilen je odgovor B. Stečem stran od hiš, dreves, električnih in drugih napeljav. In še zadnje vprašanje. Na katero številko po potresu pokličeš pomoč? A. Na številko 112. B. Na številko 211. Bravo! Pravilen je odgovor A. Po potresu pokličeš pomoč na številko 112. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo zagotovo nekaj posebnega. Namreč pravljico poklanjam gospe Marini, ki skupaj s svojo hčerko ob večerih rada prisluhne pravljicam. Najlepša hvala, gospa Marina. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo malce starejši pravljici v rimah z naslovom Ježeva hišica. Po gozdu prostranem, brez steze, pota, ježek bodiček po ves dan se mota. Hraber je lovec, prašajte miša, vsa kopja naperi, kadar juriša. Volk in medved, pa celo ovca, poznajo ježka, slavnega lovca.
jastreb ga ceni, gad o njem sanja, volk se umakne, ponižno priklanja. Dan hoda daleč, strah pred njim plava, koder potuje, spremlja ga slava. Nekega dneva videli nismo, ježek dobil je, pravijo, pismo. Sladko, medeno, rekel je medek, pri poštarju zajcu prebral ga je dedek. Kratek naslov, črke kot tepke. Tovarišu ježu od zvitorepke. Ježek prebral je. Ljubi bodiček, sanjam o tebi, obišči me striček. Tole ti pismo pišem v goščavi, k sebi te vabim, koj se odpravi. Z gosjim peresom dam ti na znanje, da bo kosilo kot svatovanje. S polnimi lonci, z vrhano skledo, te čakamo poldne, danes na sredo. S toplim poljubčkom na smrček in lica, toplo te pozdravlja Mica lisica. Ježek veselo. Gostija, si pravi. Fant, zdaj le hitro na pot se odpravi. Urno po sebi zvito poškili, bodice pregleda in vsako ošili. Morda na poti pride do boja, torej naj bo v redu, obramba bo moja. Sonce prešlo je pol svojega kroga, ko je naš ježek prispel do brloga. Pred jamo lisičjo sredi goščave ježek spoštljivo klobuk sname z glave. Prikloni, smehlja se, kavalir pravi. Z izbrano besedo lisico pozdravi. Dober dan, botra, vzor vseh kreposti. Klanjam se tebi, najlepši v tej hosti. Rep petelinov naj dom ti krasi, tolsta kokoška v loncu čepi. Gosja perut pahljača ti bodi, za mehko vzglavje siračko dobodi. V miru in sreči vedno uživaj, pred lovci in psi varno se skrivaj. Botra, na koncu še to ti zaupam, zdaj 3 kosila pojesti si upam. Začne se gostija, kosilo sijajno. Jež in lisica mastita se bajno. V loncih in ponvah kuha se, peče, jež med gostijo zdravico izreče. Na zdravje in srečo, botra lisica, naj čim prej pogine lovčeva psica. Obed je pojedini pravi podoben, ježku se trebuh napel je kot boben. Zunaj po gozdu mrak vse spreminja, z modro tančico krošnje pregrinja. Le kak metuljček še krilce razpira in sapica nočna liste prebira. Gozd je potihnil in ptički spijo, le divjim mačkam oči se iskrijo. Kresnice v mraku so luči vžgale in letajo z njimi svetilke male. Sova skovika svoj bojni zov. Perjad, zdaj pazi, začne se lov. Ježek je vstal, si gobček briše. Pojdem, še dolga pot je do hiše. Botrica, sit sem, kot že ne zlepa. Preveč si mi stregla, hvala ti lepa. Moja je hiša trdna kot grad. Kaj bi v noč hodil, zdaj domov spat? Vabi lisica. Tukaj prenoči, pa odpotuješ, ko zora napoči. Ostal bi pri tebi, če le pri kom. Pa mi je ljubši moj skromni dom. Ostani, ostani, lisica reče, ga prosi, vabi, za roko vleče. Ježek pa trmasto.
Botra ne bom, preveč me miče moj skromni dom. Šumljaje po listju, jež meri pot, skoz veje mesec obseva vsak kot. Hodi in brunda v molčečem gaju. Hišica moja, tam sem kot v raju. Lisica v brlogu si misli: vraga, kako da mu bajta je tako draga. Ko s tako ihto sili domov, le kakšno razkošje skriva mu krov. Iz perja ne mara sotlamo in klop, pečeni škrjanci zaljšajo strop. Koča mu najbrž je bogat dom, na tihem tja pojdem, videla bom. Tiho kot senca lisica dirja, tace so mehke in kakor iz perja. Voha in teče skozi nočni molk, zdajci na poti pojavi se volk. Grr, kam tako naglo v pozni tej uri? Mar zadišalo kje je po kuri? Kaj zdaj kure, drugo mi marje, kaj da ješ dom svoj toliko varje? Hiša, malenkost, volk se poroga, jaz bi dal svojo za ovco brez roga. Pojdem pa s tabo, jagnje počaka, videti hočem ježa bedaka. Ko dirjata skupaj po gozdu in trati, srečajo stari medved kosmati. Pa jo ošine z lačnim pogledom. Morda sta našla sotovje z medom? Ne, stari, drugo roji mi po glavi, kaj da ješ hišici paradiž pravi. Hiša, neumnost, pri mojem kožuhu, zagnile hruške jo dam po tepuhu, dobijo kdor hoče, za satek meda. Zabrunda medved in lačno gleda. Pojdem z vama, šala pa taka, videti hočem ježa bedaka. Trojka podi se besno, neugnano, zdajci pa luža z vodo zbrazdano. Divja se svinja v njih koplje in kruli, gleda zaspano, trebuho jo žuli. Le jih junake, kam pa hitijo, Bog me da vohajo dobro kostijo. Svinja poskoči, da ne zakasni, volk pa na njeno vprašanje pojasni. O, lepotica, daj na pot kreni, kježu, ki domek svoj toliko ceni? Domek svoj praviš? Ne bom lagala, za pol obeda takoj bi ga dala. Rada grem z vami, luža počaka, videti hočem ježa bedaka. Vsi tako složno skozi guščavo, lomijo dračje, gazijo travo. Zdajci krdelo obstane na jasi, ko brundanje tiho pred njimi se oglasi. Jež je že tamle, kaj bo napravil? Pod starim šotorom se je ustavil. Pod šotorom je temna in tiha duplina, kotu pa listnata suha blazina. Ježe gre vanjo, od sreče se smeje, išče in tiplje, kje bo mehkeje. Ležišče pripravi, si listja nagrne, zazeha, se zlekne, na hrbet obrne. Ves blažen, presrečen, brunda in gode. Hišica moja, domek svobode. Bajna palača z opažem okrog, z varnim obokom in polna preprog. Kočica, tebi vedno bom zvest, ne dam te za dvor, za nobeno posest. Tu brez skrbi sem, hišica tiha, branil te bom do zadnjega diha. Kakor nevihta zdaj prigrmijo medved, volk, svinja in ježu kričijo. Takega cepca res ni več najti,
da te ni sram v takile bajti. In jo še hvališ, pamet ti peša. Glej, streha gnije, strop se poveša. Prostor je ozek, zid gre narazen, gotovo ti v izbi gnezdi golazen. Takole bajto bahavec mali mi za predjužnik precej bi dali. Trojka iz ježa se pikro norčuje, lisica pa modro molči, opazuje. Zdaj pa jež vstane, pogleda zanosno in čudnim gostom zabrusi ponosno. Pa naj je reven moj ljubi dom, jaz ga do smrti zapustil ne bom. Majhen je, skromen, vendar je moj. V njem sem svoboden, gazda sem svoj. Delo je meni veselje, uteha, daje zavetje, lastna mi streha. Le lopov, podlež, vzemi ga vrag, za beden grižljaj prodaja svoj prak. In to je krivo, reve zgubljene, da nimate svoje strehe poštene. Kot slišim, živite od ropa, brez dela. No, kmalu vam pesem drugo bo pela. Lisica posluša, premisli in pravi. Zdaj vidim, ježek razum ima v glavi. To rekši, zgine po poti skriti, trije razgrajači pa začno vpiti. Jež je neumen, zmešan kot sapa, in ti, lisica, tudi si trapa. Zdaj še tole naj vam izdam. Kaj bilo z njimi je, prej ko končam. Volk ni več dolgo hodil na ovce, kmetje poslali naden so lovce. Medved takisto kmalu je padel, pod smrtnimi piki čebel, ko je kradel. Svinja ni dosti več ropala žrla, po zimi jo v snegu je puška podrla. Po gozdu prostranem, brez steze, pota, pa naš ježek še vedno se mota. Priden je, spreten, hodi na lov, dela in čuva rodni svoj krov. Ja. Čudovita pravljica. Pravljica o prijaznem ter skromnem ježku, ki je nadvse cenil svoj majhen, a prikupen dom. Pravljica o spoštovanju svojega doma ter toplini, ki jo je ježek znova in znova čutil. Bravo, ježek. Vse pohvale pa seveda tudi lisici. Gospa Marina, najlepša hvala za idejo o poučni ter čudoviti, malce starejši pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni, v rime odeti pravljici, ki je nastala izpod peresa Julie Donaldson z naslovom Hiška, majhna kot miška. Prijeten pozdrav gospe Marini ter pa seveda vsem, ki radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, spoštujte svoj dom in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, čudovita pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica pa bo zagotovo nekaj posebnega. Namreč deklica Juna mi je poslala čudovit videoposnetek, v katerem me je kar sama prosila, če lahko preberem čudovito slovensko pravljico z naslovom Nosku se zgodi čudež. Draga Juna, zelo si pogumna in seveda z največjim veseljem bom prebrala to pravljico zate ter za vse ostale poslušalce pravljic.
Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Nosku se zgodi čudež, ki jo je napisal slovenski pisatelj Franci Rogač. V gozdičku, nedaleč od vasice Snežink, še danes živijo različne živali. Med najbolj zanimivimi prebivalci so zagotovo ježki. Na svojih hrbtih imajo bodice in skrbijo za ravnotežje v naravi ter so nenehno v gibanju. Niti najtežji sadeži jim niso pretežki. Brez ježkov bi bil pravi dolgčas. Še najbolj zanimiva in posebna med njimi je družina Bodica. Mami ježici in očetu Ježku je na svet privekal sinko Nosko. Žal ni mogel slišati staršev, ki so mu govorili v uho. Nosko je nekoliko težje govoril kot drugi, znal pa je besede razbrati z ustnic. To, da ni slišal nobenega zvoka, ni zagrenilo njihovega življenja. Skupno vnemo in ljubeznijo se je vsa družina naučila govorice gluhih. Nosko se zato ni počutil drugačnega. Občutil je moč svoje domišljije in svojih ročnih spretnosti. Odločil se je, da se bo izšolal za čarovnika. Da bi se naučil čarati, je za pomoč prosil svojega dedka, ki je živel v bližini. Dedek ga je z veseljem podučil o vseh čarovniških skrivnostih. Nosko je znal s čarobnimi besedami in kretnjami tako navdušiti občinstvo, da si je vedno prislužil bučen aplavz. Kot vse nadobudneže so ga vpisali v šolo, kamor so hodili ježki iz sosednjih gozdičkov, ki prav tako niso slišali. Učitelji so jih tam učili znakovne govorice. Poučili so jih tudi, kateri sadeži so užitni. V zelo kratkem času so vsi vedeli, katerega lahko pojedo. Kmalu pa je Nosko ugotovil, da ne vidi prav dobro. Vse je bilo precej megleno, kot bi gledal skozi umazano šipo. Nekaj časa je to spretno prikrival, dokler niso opazili njegovi starši. S kretnjami so mu povedali, da mu bodo v težavah vedno pomagali. V manj kot enem letu je Nosko dokončno upešal vid. Ker ni mogel več videti, je bil zelo žalosten. Prve dni ni vedel niti, kdaj je dan in kdaj je noč. Zato se je večkrat zaletel v predmete okoli sebe. Vseeno pa je lahko občutil sončno toploto, ki ga je spominjala na dneve, ko je še videl. Čeprav se je moral odpovedati svojemu najljubšemu hobiju, je globoko v sebi vedel, da se ne sme predati žalosti. Tudi dedku ni bilo vseeno zanj, zato ga je večkrat prišel tolažit. Na srečo pa se je Nosko razvil voh. Z nosom je zaznaval prav vse sadeže, predvsem tiste, ki so bili nujni za njegovo preživetje. Našel jih je mnogo prej kot drugi ježki. Da bi lažje hodil, so mu izdelali posebno belo palico, s katero je na poti utipal drevo ali veje, ležeče na tleh. Nosko ni mogel ne slišati in ne videti, zato se mu je bolj razvil tip. Z nožicami je lahko veliko bolje utipal stvari kot drugi. Naučiti se je moral tudi posebne spretnosti branja. Tej pisavi rečemo brajeva. Sestavljena je iz drobnih pik. Nosko jih je prebiral s svojimi blazinicami. Izraziti voh in tip je znal uporabiti sebi v prid, tako da je pomagal najti sadeže tistim ježkom, ki so imeli velike težave pri iskanju hrane. Nekateri zelo leni prijatelji so začeli izkoriščati Noskovo požrtvovalnost. Iz njega so se celo norčevali, ga ovirali in mu jemali dobrote izpred nosu. Kljub temu je bil Nosko dobrosrčen in jim je prinašal kaj za podzob. Vsak sadež, ki ga je hotel dati na svoje bodice, je podrobno otipal, ali je užiten.
Navadno je komaj še zmogel nabrati dovolj zalog. Nosko se pred začetkom zime ni zavedal nevarnosti, ki bi ga lahko doletele. Kot že tolikokrat prej je po ustaljeni poti hitel iskat hrano. Nenadoma je začelo močno snežiti. Na zemljo so začele padati debele snežinke in hitro pobelile gozdnato pokrajino. Nosko je precenil svojo zmogljivost in je nabral nekoliko preveč sadežev, zato ga je začelo zanašati. Pri tem se je nerodno spotaknil ob vejo, ki je ni zaznal z belo palico, in je padel. Hotel je že nadaljevati, a mu je moker sneg onemogočil napredovanje. S hrbta je odvrgal nekaj najtežjih sadežev, a mu niti to ni pomagalo. Poskušal se je izkopati izpod snežne odeje, vendar je bil že povsem izmučen. Zaradi utrujenosti mu je pošla sapa in je omedlel. Noskove starše je pošteno skrbelo, ker ni pravočasno prišel domov. Prestrašeni, da se mu ni kaj pripetilo, so ga poskušali najti. Zaradi slabega vremena jim je na koncu ostalo le upanje, da se bo vrnil živ in zdrav. Tudi leni ježki so zdaj trepetali zanj. Snežink pa so se razveselili otroci. Takoj so se odpravili narediti sneženega moža. Odločili so se, da bodo letos izdelili največjega. Ko so ga skoraj dokončali, je bil snežak že tako velik, da so jim morali pomagati starši. Poimenovali so ga Kepo. V roke so mu dali metlo, na sredino glave korenček, na glavo so mu poveznili klobuk, iz gumbov pa so naredili oči. Zaradi mraza so se poslovili od njega in se odpravili spat. Tik pred polnočjo pa je v polni luni in njenih žarkih oživel, saj je imel posebno moč in je lahko hodil. Nos mu je pomagal, da je malega Noska takoj našel. Ker so Kepa naredile tople otroške roke, je bil v notranjosti topel. Noska je vzel svoje varstvo, da ga bo čez zimo grel. Nato se je hitro vrnil na svoj prostor, saj otroci niso smeli opaziti, da ima pravzaprav čudežno moč. Zavedali pa so se, da se bo Kepo stopil v prvih toplejših žarkih. In to se je tudi zgodilo. Vsi so obnemeli, ko so na tleh zagledali klobčič zvitega ježka. Zaskrbljeni za njegovo zdravje so ga odnesli domov. Pripravili so mu lepo leseno škatlo in vanjo položili mehko odejico, s katero so ga pokrili. Vsak dan so bili ob njem in ga božali. Ljubezen in toplina, ki sta ga obdajali, sta Noska obudili. Ob jutranjem svitu je znova odprl oči. Zdelo se mu je malce nenavadno, ko je zagledal pisano paleto mavričnih barv. Še enkrat si je pomel oči. Čudeža še ni bilo konec, saj je zaslišal prvi zvok. Od sreče ni vedel, kaj bi storil. Poskušal je spregovoriti, vendar je sprva jecljal. Nosko se s tem ni pretirano obremenjeval, saj je vedel, da se bo z malo truda hitro naučil govoriti. Želel je že oditi, vendar je bil še zmeraj šibek. Počakal je, da so se otroci zbudili, nato jim je z veseljem pokazal, da zna čarati. Nad njegovimi vragolijami so bili zelo navdušeni. Noska je seveda zanimalo, kje so ga našli. Šele po dolgem posvetu ali naj mu povedo, so mu zaupali, da so ga opazili pod sneženim možem. Nad to novico je bil zelo začuden. Zanj je bilo najpomembneje, da je ostal živ. Ob slovesu so mu obljubili, da bodo tudi naslednjo zimo naredili Kepa. Vesel, da so postali prijatelji, se je Nosko končno odpravil domov. Starši niso mogli verjeti svojim očem, ko se je prikazal na travniku. Vsi ježki so pohiteli k njemu. Zastal jim je dih, saj so opazili, da lahko Nosko vidi in sliši. Šele ko so se mu leni ježki upravičili, jim je zaupal, kako mu je uspelo preživeti zimo.
Nosko je v svoji dogodivščini pripovedoval vsem naslednjim rodovom. Predvsem pa, da bi se iz nje naučili, da ne sme nihče izkoriščati šibkih in nemočnih. Pred vsako zimo je nesel na kraj, kjer je stal kepo 8 hrušk ali jabolk in se mu tako zahvalil. In vsako pomlad je na tleh zagledal nekaj koščic. Tako je vedel, da je kepo z veseljem pojedel sadeže. Tudi otroci so ga tam zmeraj pričakali. Njihovo druženje se je končalo s kakšno čarovniško zvijačo in vednostjo, da so vedno pripravljeni pomagati drug drugemu. Dragi otroci, ta pravljica vam pove, da je lepo, če ste vedno pripravljeni pomagati drug drugemu. Kako ganljiva pravljica. Resnično se me je dotaknila. In kako pogumen je bil Nosko, prav neverjetno. Vsaka ovira v njegovem življenju je zanj pomenila le nov izziv in vsakega izziva se je lotil z neverjetno vnemo ter pogumom. Bravo, Nosko. Moram pa priznati, da so me razžalostili njegovi prijatelji, ki so mu radi ponagajali ter ga celo izkoriščali. To zagotovo ni prav. Pohvalno pa je, da so se mu na koncu opravičili. In zakaj je ta pravljica nekaj posebnega? Tudi zato, ker lahko na zadnjih straneh zasledimo znakovni jezik za gluhe in naglušne ter tudi slovensko Braillevo abecedo. Abecedo za slepe in slabovidne. Če pa slučajno še niste zasledili, kako izgleda, je to takole. Torej slovenska abeceda za znakovni jezik in Brailleva abeceda s takšnimi drobnimi pikicami, ki je namenjena slepim in slabovidnim. Draga Jona, najlepša hvala za idejo o zares čudoviti ter čudežni slovenski pravljici. Iskrena zahvala pa tudi gospe Daši Peperko, mojstrici slovenskega znakovnega jezika. Namreč z njeno pomočjo bodo pravljico lahko spremljali tudi gluhi in naglušni. Srčna hvala še enkrat. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici, ki jo je napisala slovenska pisateljica Svetlana Makarovič z naslovom Veveriček posebne sorte. V tej pravljici boste spoznali veverička po imenu Čopek, ki se je skotil skrivljeno sprednjo tačico in tako ni mogel raziskovati gozda ter se igrati s svojimi bratci in sestricami. Tudi ta pravljica je zares čudovita. Prijazen pozdravček vsem in otroci, pazite na svoje zdravje, kajti zdravje je naše največje bogastvo. Lepo se imejte in uživajte. Jona, tebi pa še enkrat najlepša hvala. Čau, čau. Pa res čudež.